Tako, z mojim predavanjem se bomo nekako preselili malce še na drugo področje, ki je pa tesno povezano z edukacijo. In sicer to področje je tisto, ki mogoče, kot se kaže v razvoju edukacijskega področja nasploh, se pravi vzgojno-izobraževalnega prostora, daje odgovore tudi na številna vprašanja, ki se pojavljajo v sodobni družbi. Namreč živimo v dobi globaliziranega sveta, digitaliziranega sveta in vse to postavlja pred vzgojno-izobraževalni prostor kar precejšnje izzive. Vemo, da današnja družba zahteva spremembe v vzgoji in izobraževanju in sicer zakaj? Zato, ker je vedno več teh zahtev po različnih vrstah pismenosti na eni strani, na drugi strani pa kompetence, ki naj bi jih prinesli iz izobraževalnih ustanov, so precej drugačne, kot pa recimo bolj ali manj težimo mi bodisi v usposabljanju, bodisi v izobraževanju. In se te kompetence se močno povezujejo z v bistvu nekimi poučevalnimi načini, ki nekako spodbujajo kooperativno in pa kolaborativno učenje, se pravi neko sposobnost sodelovanja z drugimi v timskem delu, na drugi strani pa seveda tudi sposobnost kreativnega mišljenja, kritičnega mišljenja, komunikacije, se hitro odzivati, biti fleksibilen na številne spremembe, ki jih tudi mi že danes doživljamo. In nekatere od teh odgovorov, kako naravnati vzgojno-izobraževalni prostor in pa vse energije v tem prostoru, je seveda tudi v neuroedukaciji. In se bomo sprehodili malce skozi te globine naše duše, se pravi, ne bomo ostali toliko na tej behavioristični ravni ali pa vedenski ravni, ampak si bomo pogledali tudi naše možganske. No, tisto, kar je značilno za ta vzgojno-izobraževalni prostor in pa v katerega vstopa neuroedukacija, je seveda tudi to, da na nek način se v tujini vedno bolj pospešeno, pri nas manj, moramo usposobiti tudi za določeno spoznanje in pa znanja s področja neuroznanosti. Na to, da je nastala neka nova veda, ki rečemo možgani in pa edukacija, je vplivalo kar precej različnih dejavnikov. Neposredno bi pa lahko rekli, da je tisti razvoj neuroznanosti tisti bil, ki je pospešil to sodelovanje različnih znanstvenikov med seboj. Tukaj bi vas seznanila z raziskovalcem, ki je zelo zanimiv. Je oče sodobne nevroznanosti in sicer tudi Nobelov nagrajenec, ki pravzaprav prvi ugotovil, da naša možganska masa, če pogledamo možgane, ni to neka enovita masa, ampak je sestavljena iz živčnih celic in je skupaj s Golgijem dobil pravzaprav tudi Nobelovo nagrado. Hkrati pa je seveda tudi ugotovil, kako potuje impuls po sami živčni celici. Nam je sicer to nekaj zelo znanega, pa nič posebnega, pa v tistem času je to zelo veliko odkritje. Morda pa še neko zanimivost o Ramonu Cahalu. In sicer zanimiv je potem, da je bil silno nadarjen za risanje in pa za slikanje, tako da se je mislil pravzaprav usmeriti v to področje. Vendar pa je zaradi vplivov družinske tradicije šel v medicino in tam je v bistvu uporabil tudi te svoje talente, tako da vidimo, da pravzaprav znanost in pa umetnost lahko gresla zelo lepo skupaj z roko v roki.
To, kar vidite na sliki, je pravzaprav ena od njegovih risb, ki jih je delal, ko je raziskoval možgane, in sicer jih je delal kar na roko. Se pravi, bil zelo dober riser, kot vidimo, in sicer je delal te svoje slike kar za živo, skratka, ko je raziskoval, porabil pa je tudi večkrat kamero lucido, ki sicer to je optični pripomoček, tisti, ki ste iz likovnega področja oziroma likovni pedagogi, verjetno poznate, da se uporablja, pravzaprav da uporabljajo riserji oziroma slikarji. Drugo veliko odkritje, oziroma bi lahko rekli kar neka tehnika, ki je pospešila razvoj nevroznanosti in pa potem povezovanje z drugimi disciplinami, je pa bilo odkritje možnosti oziroma tehnike, kako slikati naše možgane. No in to je bilo tisto, kar je zopet nekje ta razvoj nevroznanosti povečalo. In nevroznanstveniki so se začeli z drugimi disciplinami tesno povezovati in tako je nastala tudi ta v bistvu povezava, kot je kolega že lepo najavil, med nevroznanostjo, edukacijo in pa psihologijo. Kot veste, poroke med različnimi vedami niso tako zelo enostavne, predvsem, ker, če gledamo v tem primeru, je epistemologija vseh treh zelo različna, prav tako tudi filozofija in ne nazadnje tudi sama zgodovina. Če gledamo, katere vede so malce starejše, katere pa mlajše. No, zato bi lahko rekli, da je ta veda, pravzaprav, ki je sorazmeroma mlada, čeprav ima svoje korenine že v preteklosti, tista, ki je danes vodilna in ki postavlja pravzaprav pred izobraževalce precejšnji izziv. Tako da v bistvu izobraževanje iz vseh teh treh področij ni prav enostavno. Mi vemo, da nevroznanstveniki ne vedo toliko o edukaciji, tako kot seveda tudi edukatorji niso tako zelo seznanjeni z nevroznanostjo. Zaradi tega so seveda, da bi pospešili ta razvoj, nekateri raziskovalci tudi želeli, da se usposabljajo. Tako imenovani Gardner, ki ga poznate iz multiple inteligentnosti, je v bistvu predlagal sploh termin neuroedukatorji, no, mogoče bomo napočo vsi neuroedukatorji. In sicer tako, da so v bistvu te ideje pospešile tudi samo izobraževanje, tako so vodilne inštitucije, znane univerze, kot je Harvard pa Stanford, so posebej naredile programe za te neuroedukatorje, to se pravi, da se lahko izobrazimo iz vseh teh disciplin in lahko enopogledno potem vstopamo v prostor in razvijamo in raziskujemo to področje učenja in pa poučevanja. No, tukaj bi mogoče še omenila organizacijo za ekonomski, torej OECD, ki zelo podpira te trende, da se v vzgojno-izobraževalni prostor vpelje ta disciplina neuroedukacije, oziroma da poučevanje, učenje temelji na teh spoznanjih. Tu tudi eden od raziskovalcev in pa podpornikov teh gibanj tudi pravi, ali je etično, da mi ne upoštevamo nevroznanstvenih ugotovitev pri učenju, poučevanju oziroma pri svojem delu. No in zdaj imamo že kar precej tudi v evropskem prostoru ogromno teh različnih inštitucij. Veliko je tudi teh, recimo Cambridge School of Education, ima posebej laboratorije za neuroedukacijo, so tudi razni centri po Evropi, ki se s tem ukvarjajo, in pa različne konference. No, tukaj imam napisani nekaj tem, ki so gotovo zanimive za nas vse, in sicer se neuroedukacijske raziskave in pa teme, ki so danes nekako v ospredju,
lotevajo branja, računanja, tudi poučevanja naravoslovja, učne težave, izvršilne funkcije, vpliv kroničnega ekonomskega in socialnega stresa na revščino. To je ta hip zelo aktualna tema in je zunaj že kar precej knjig, kako naj učitelj v bistvu podpira učence, ki doživljajo v bistvu ta kronični ekonomski in socialni stres oziroma zaradi revščine. Potem čustveno-socialno področje, nadarjenost, ustvarjalnost, tukaj je zelo veliko znanega in sicer ne samo o tem, kako delujejo možgani, recimo, ampak tudi kako v bistvu spodbujamo delovanje možganov pri nadarjenih, pa v smeri ustvarjalnosti. Zelo pomembno področje je umetnost in kognicija in pa adaptivne tehnologije, skupaj z različnimi računalniškimi igricami. Neuroedukacijsko področje, pa ta disciplina, pa ima seveda tudi razvila svoje metode in tehnike raziskovanja, vključno je razvila na podoben način, kot imamo neuroznanstveno etiko, oziroma neuroetiko krajše, imamo tukaj posebej neuroedukacijsko etiko, ki velja potem za raziskave. No, te metode so pravzaprav nekatere poznamo, eksperimentalne metode, kognitivne znanosti, ki uporabljajo kot tehniko slikanja možganov. Potem so še eksperimentalne metode kognitivne psihologije, uporablja se pa tudi kvalitativna metodologija, predvsem te interpretativne metode raziskovanja. No, in sem bom na enem primerčku povedala, ali pa pokazala, kako se te raziskave vršijo. Se pravi, raziskave običajno kombinirajo te različne metode. No, imamo prikazan test, tega bi dr. Marija Kaufler-Vegeten takoj nadekale, ne? Gre za test štetja in zanimivo je, da so odkrili z slikanjem možgan, da imajo nekateri otroci, to vemo, da je na stopnjah, ko si pomagajo s prsti pri štetju, v bistvu velike težave, oziroma so odkrili z neuroznanstvenimi raziskavami pri slikanju možganov, da imajo zelo slabo reprezentacijo prstov, se pravi neka novost in zaradi tega so zelo umirani pri računanju. Ta prva stopnja je pač pomembna za torej, da si pomaga z prsti. No, zanimive so tudi raziskave, ki kažejo, da tudi osebe, ki eksplicitno ne uporabljajo prstov, se pri aktivaciji možgan vidi, da si pomagajo miselno znanje. No, in tukaj imamo potem tudi primer eksperimentalne kognitivne metode, namreč, ko so to odkrili, so z posebnimi eksperimenti, ki so izvedli pri otrocih za spodbujanje te reprezentacije prstov, dosegli, da so ti otroci prebrodili v bistvu to svojo težavo. Se pravi, vidimo lepo kombinacijo z različnimi metodami. No, tukaj bi omenila še eno zelo zanimivo raziskavo, ki se tiče disleksije. In sicer so ugotovili, da je z ustreznimi intervencijskimi metodami možno pri disleksiji normalizirati delovanje možganov. Se pravi, mi vemo, da možgani pri disleksiji se pri branju aktivirajo neki drugi predeli, kot bi se morali, in to je možno seveda tudi z ustreznimi intervencijskimi programi tudi izboljšati ali pa v bistvu spremeniti. Naslednje, kar je zelo pomembno, kar morda na prvi pogled ne evocira, da je to neko področje, ki bi nam spremenilo naše poglede na učne težave pa različne oblike vedenja, ki se pojavljajo, ki so mogoče manj zaželjene. In pa nasploh, če vzamemo razvojno psihologijo, so v bistvu raziskave, ki kažejo,
da je naša genetska v bistvu predispozicija sicer tista, ki lahko nakazuje neke težave, ki jih bo posameznik imel, se pravi neke atipične načine učenja in pa uspešnosti, manjše uspešnosti, vendar pa velja, skozi vso to predavanje boste videli, da je pa zelo pomembno okolje, kar v bistvu pomeni, da moramo na nek način mi svojimi vplivi nekako uravnati to naše delo, skratka nekako prispevati k tej v bistvu izboljšanju učenja in pa posebno, če gre za atipične oblike. No, pomembna je tudi ta neuroplastičnost. Naši organi so izjemno neuroplastični, to se pravi, mi lahko veliko, kar je bilo že danes povedano, veliko stvari izboljšamo, kar so včasih mislili, da ni mogoče izboljšati. Zato tudi velja, da nevroni, ki se skupaj aktivirajo, se med sebojno povežejo. Oziroma, ne govorimo več o kritičnih obdobjih v razvoju posamičnih funkcij, ampak so to v bistvu občutljiva obdobja v razvoju možganov. To pomeni, da tudi v starejših obdobjih je možno marsikaj se naučiti, kar je zdaj veljalo, da če mi tega se ne naučimo v kritičnem obdobju, potem bo to zelo, zelo težko. In pa to, da je treba te dinamične spremembe, ki se dogajajo v možganih, vsak dan, vsak trenutek, tudi ta trenutek, da naj bi bili aktivni, predvsem vseživljenjsko aktivni, ker sicer se v bistvu uporabljajo in zgodi, da izgubimo te naše potenciale. No, tukaj je eno posebno poglavje. Jaz bom tole malce skrajšala, bi povedala, ki se pa lepo povezuje z mojimi predhodniki oziroma govorniki pred menoj. In sicer gre za izvršilne funkcije, to je že bolj ali manj znano, kaj vse vključujejo te izvršilne funkcije, no zanimivo pa je, da so te izvršilne funkcije, za kateri so odgovorni predeli možganov v prefrontalnem delu, tisti, ki so boljši prediktor branja in pa računanja, kot pa to velja za IQ. Se pravi, zelo velik pomen samokontrole v življenju, kažejo tudi longitudinalne raziskave, ki zopet potrjujejo tisto, kar je bilo danes rečeno, da je treba začeti zelo zgodaj. In sicer longitudinalne raziskave kažejo, da že pri 3 letih, če so otroci nekako ne uspejo razviti neko samoregulacijo, samodisciplino, ta delovni spomin in pa samo omejitev, kot danes ponovno temu rečemo, da je njihova življenjska pot, če nimajo ustreznih intervencij, v bistvu zelo kritična. Ne končajo šole, se ne zaposlijo, skratka nimajo tudi običajno, si ne ustvarjajo družine in zelo pogosto zaidejo na stranske poti. To vemo, da je te izvršilne funkcije, da so nekako tista težava, s katero se srečujemo, predvsem pri ADHD in pa pri otrocih z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Vendar ti longitudinalne raziskave kažejo, da ne glede na to je izvršilna funkcija tista, ki je zelo pomembna. No, intervencijski programi, s katerimi pa mi najbolj že zelo zgodaj začeli, pa vključujejo seveda tudi različne načine samoregulacije in pa tudi čuječnost. Čuječnost je izjemno velikega pomena in počasi tudi vstopa v naš prostor. No, potem tukaj imam samo demonstracijo, kar bo recimo moj kolega, bo za menoj, verjetno je več povedal. Zelo veliko delajo tudi na računalniških programih za spremljanje in pa za trening delovnega spomina. In te v bistvu programi ali ta tehnologija naj bi vedno temeljila na nevroznanstvenih raziskavah. Namreč danes se srečujemo s celo vrsto teh programov, ki pa niso v bistvu tisti, ki so v bistvu komercialne narave, ki pa ne slonijo na nevroznanstvenih raziskavah. No, na
desni strani pa vidite, kako se pri mentalnem računanju na pamet lepo aktivira sam delovni spomin, medtem ko, če gledamo pa kalkulator, uporaba kalkulatorja, pa vidimo, da delovni spomin ni aktiviran. Se pravi, snevanje možganov tudi take stvari lahko spremljamo in ugotavljamo, kaj se dogaja v naših možganih. Tukaj se pa srečujemo z nekim mitom, ki je vse pogosto prisoten, in sicer temu se reče neuromit, da namreč emocije in pa kognicija niso tesno povezani. Gre za v bistvu tisto, kar bo treba na nek način preseči in ugotoviti, da ustvarjanje pogojev, ki temeljijo na nekih spodbujanju pozitivnih čustev, čisto, če gledamo po nevroloških oziroma nevroznanstvenih razlagah, so tisti, ki v bistvu spodbujajo prefrontalni korteks, tam, kjer so v bistvu te naše oziroma tisti deli možgan, ki so odgovorni za naše mentalne funkcije, sicer preko dopaminskega sistema, medtem ko pri negativnih emocijah pa v bistvu se zavira delovanje preko amigdale, delovanje prefrontalnega korteksa. Tukaj imamo torej dokazano, da je za uspešno miselno aktivnost zelo velikega pomena to čustveno okolje. No, zelo znani raziskovalec, neuroznanstvenik Damasio in pa njegova kolegica Modino Young sta celo spremenila ali pa preoblikovala Descartov izrek, mislim torej sem, v I feel, therefore I learn. Se pravi, je res to silno velikega pomena. No, tukaj se pa srečujemo tudi z različnimi programi, ki so razviti, ki imamo nekaj tudi večina socialno-emocionalnega učenja in pa programi za razvijanje čuječnosti, ki je danes raziskana tudi po nevroznanstvenih dati in ima velike pozitivne učinke. No, tukaj bi se spet lahko zamislili, namreč mi vemo, da je socialna naša kognicija, da temelji na zrcalnih nevronih, se pravi, zrcalni nevroni se aktivirajo takrat, ko mi opazujemo nekoga drugega pri neki aktivnosti oziroma ko sami neko aktivnost izvajamo oziroma takrat, ko tudi razmišljamo o neki aktivnosti. In je v bistvu za empatijo, za teorijo uma oziroma neka podlaga nevrološka oziroma korelat so ti zrcalni nevroni. No, če čisto na kratko tole končam, to socialno interakcijo, ki je katalizator učenja v povezavi z zrcalnimi nevroni. Za avtizem veste, da se pri tih osebah z avtizmom ne aktivirajo zrcalni nevroni, no danes pa zopet neka nove raziskave kažejo premik v razmišljanju in sicer je možno z terapijo, predvsem je tukaj v spet dranska terapija in terapija z glasbo, v bistvu tudi izboljšati stanje pri avtizmu. No, upoštevati je potrebno tudi nevrološko pogojene individualne razlike v učenju. Zelo malo je pojasnenega oziroma je možno pojasniti neke učne težave z našo genetsko opremljenostjo, več je v bistvu tistega, kar tudi okolje v bistvu prinese. Tukaj bi omenila samo zelo zanimivo novejšo raziskavo iz Stanforda in sicer so ugotovili namreč biomarkerje za zgodno identifikacijo predikcijo učnih težav, kar imenujejo tudi kar neuroprognoza. In sicer te biomarkerje so dobili z zelo zapletenimi raziskavami in sicer z podatki slikanja možgan so z uporabo metod umetne inteligence pravzaprav pridobili te biomarkerje, ki so pa zelo pomembni, ker namreč, če mi identificiramo zelo zgodaj, predno se sploh izrazi neka učna težava, so dela za ADHD, disleksijo in podobno, se v bistvu lahko ustreznim intervencijskim programom
prepreči pravzaprav določene težave. No, tukaj bi pa pri teh individualnih razlikah se mi pa zelo pomembno poudariti, da so poti, kako se bodo naše možganje razvili zelo zanimive in pa različne. Tukaj bi omenila samo dva primera. In sicer pri slepih in slabovidnih, oziroma pri slepih, ki berejo z Braillovo pisavo, vemo, da je tukaj ključni tip in zanimivo je, da se v tistem vizualnem predelu, ki je aktiviran pri nas, ki smo videči, se obravnavajo taktilne informacije, se pravi, so možganje nek način prilagodijo. Ravno tako pri tistih, ki so gluhi, so ugotovili, da v tistem predelu, kjer poteka v bistvu obravnava slušne informacije pri govorjenju, se pri neslišečih obravnavajo informacije, ki so v bistvu vizualne in pa prostorske. Se pravi, predel možganov, ki odgovoren pri nas za nekaj drugega, je pri teh osebah odgovoren za nekaj nasprotnega oziroma nekaj, kar se ne sklada s tem, kar smo tukaj vedeli in pa poznali. In pa zaključek. Tukaj je pa zelo veliko narejenega že, sicer neuroedukacija, učenje umetnosti in možgani, to je zopet nekaj, kar mogoče se nekako preveč izrinja iz šol, se pa zdaj kaže, da je izjemno velikega pomena, takoj konzorcij za umetnost in kognicijo, ki vključuje kar 12 Nobelovih nagrajencev, se s tem področjem ukvarja, tako da delajo tudi raziskave z slikanjem možgan. In v glavnem se kaže, da ima tudi to ukvarjanje z različnimi področji umetnosti, oziroma da se nekje skušamo na nek način educirati tudi v tej umetnostnem izražanju. Veliko je zelo raziskav na področju plesa, glasbe, to sta dve področji, ki sta najbolj raziskani. Med temi raziskovalci je tudi Gazaniga, ki jo nekateri poznate, in pa Hagan, ki ga poznate verjetno z učnim stilom. Skratka, iz Harvardske univerze, pa Stanfordske univerze, skratka, zelo močno področje raziskav, ki daje določeno precejšno vlogo tudi umetnosti in pa umetnostnemu ustvarjanju v vzgojno-izobraževalnem procesu. No, jaz bi s tem končala, jaz upam, da nisem preveč